Glasba povezuje ljudi in 50 let je minilo, odkar so eni zaplesali, drugi zapeli. Takrat študenti, ki so se povezali v kulturno-umetniško društvo Študent. V pol stoletja delovanja je bilo v društvu več kot 6000 članov, ki so nastopili 4500 krat, postavili 50 različnih ljudskih plesnih koreografij in zapeli 1250 različnih skladb. Obiskali so več kot 50 držav sveta in prepotovali več kot 500 000 kilometrov. Akademska folklorna skupina Študent je edina folklorna skupina v Sloveniji, ki ima 3 plesne zasedbe odraslih članov, otroško folklorno skupino in veteransko skupino, kar pomeni več kot 120 aktivnih članov. Nastopi mariborskih folklornikov navdušujejo občinstvo doma in po svetu. Najbolj so ponosni na gostovanje v Kanadi, Makau, Ameriki, Čilu, Avstraliji, Peruju, na Japonskem, Cookovem otočju, v Venezueli in Mehiki. Leta 1964 je to skupino ustanovil študent iz Ljubljane, Vlado Pravdič. Takrat se je v Mariboru ustanavljalo tudi visoko šolstvo v tistem času in takrat je bila potreba po kulturnem delovanju mnogih študentov v tistem času in glave so strnili takratni rektor gospod Vladimir Bračič, takratni prorektor študent Jože Protner pa naš Vlado Pravdič in so začeli iskati tisto, kar seveda v literaturi ni obstajalo. Takrat smo pač posnemali tiste, ki so bili pred nami, Marotovce, Rožance. Celo muziko smo snemali, celo glasbenik znani Berti Rodošek je bil tak, je note pisal na to, kar mu je kdo žvižgal in pel. Nismo imeli nože smo se sposojali, taki so bili začetki. Po enih 2 letih šele smo prišli do prvih kostumov. In pol se je začelo res. Res je, da takrat vedenja o slovenskih plesih kaj dosti ni bilo. V našem programu je bilo tudi dosti plesov iz republik bivše Jugoslavije, ker so bili pač popularni, pa pač, ker je takšen čas bil takrat. Tako se je začelo. V tistih prvih 10 letih je seveda bilo visoko šolstvo, kar pomeni, da so bili študenti tu 2, največ 3 leta in se je precej veliko menjavalo plesalcev, fluktuacija in izmenjava teh generacij je bila kar pogosta. Umirila se je zadeva tam v 74, torej po 10 letih, ko je nastajala univerza. Študij je bil seveda daljši, prišle so nove generacije in takrat se je prvič pojavila tudi znana generacija, ki danes ustvarja tudi festival Lent. Takrat se je začelo gostovati tudi čez lužo. Nabavljali so se kostumi, vedno več je bilo tudi programa in tako je to rastlo. Vse do naših dni, ko so 3 skupine, skupine so se tudi sicer večale, najprej 1, potem 2, pa 3. Vaditeljev je bilo vedno več, znanja je bilo vedno več, izobraževanje v Sloveniji je seveda dobro. Začelo se je v 70 letih in od takrat naprej je seveda tudi strokovna in še kakšna rast te skupine bila strma in je danes ena najboljših v Sloveniji. V časih sem bila gimnazijka in sva se s kolegico odločili, da se pridruživa folklorni skupini. Slišali sva, da se združuje zabava z delom. Takrat se je tukaj plesalo južne plese, ki so bili živahni. In na ta način sva sklenili, da prideva in sva tudi potem ostali. Smo se imeli krasno, res poznavaš tuje navade, tujo kulturo in seveda predvsem navežeš stike. In v starih časih je bil to res, v tistih študentskih časih, edini način, v bistvu, da si
prišel malo ven, da tako rečem, in hkrati se imaš fajn, pa še predstavljaš svojo kulturo. Ples pa je tako vedno fajn zadeva in mislim, da je tudi zelo pomembno, da gojimo svoje lastne korenine, da tako rečem. Jaz sem leta 1971 prišel k KUDU študent, tam sta bila brat pa sestra, to me je pritegnilo, zakaj če sta ona dva, zakaj še ne bi jaz bil. In sem bil takrat najmlajši, seveda, star 17 let. Vem, da so me malo čudno gledali. V bistvu so to bili začetki folklore, takrat je bila. Jaz sem potem ostal, ko so že ti nehali od moje generacije. No, takrat je potem prihajala pa ta generacija, ki pravimo, ko je potegnila tudi Lent festival oziroma Folk Art. S to generacijo sem največ dal skozi, med tem pa sem že postal vaditelj. Naredil sem vse te seminarje republiške, ki jih moraš za vaditelja narediti, da si lahko izprašam vodja in sem seveda sam postal vaditelj. In tako je nastala od ene skupine 3 in tako smo že bili 3 vaditelji, najprej 2, moj brat kot umetniški vodja, pa vaditelj 1, pa vaditelj 2. In tako se je cel voz potegnil, potem se brez stroke ne gre naprej. Prijatelj povabil v KUD. Sem prišel, potem pa seveda, ko se vse skupaj malo sprosti, se z družbo povežeš, mislim, da je zelo težko iti v stran. Družba me kot zdaj še drži, veselje, seveda turneje tudi, kot nastopi, vse posod te lepo sprejmejo. Mislim, da je to veselje, družba pa ples. Pripeljalo me je pravzaprav verjetno že malo korenine, ker so celotna moja družina je plesala že pri folklornih skupinah drugje po vaseh. Potem pa, ko sem prišla na študij tukaj v Maribor, so že moje cimre plesale pri KUDU študent, pa so rekli, zakaj pa seveda ne bi tudi ti poskusila. Potem seveda se vpišeš v prvo začetniško skupino, potem napreduješ in pa tisto, kar pa te potem poveže, pa so prijatelji, ki ostanejo potem res celo življenje. Zdaj sem tukaj že 10. leto in moram reči, da res postanejo tvoja druga družina. Z njimi preživljaš res velik del svojega prostega časa, ne samo na vajah 2-krat na teden, ampak tudi na nastopih, konec koncev. Dobivaš se tudi izven nastopov in pa vaj, tudi turneje so tiste, ki nas povežejo še bolj, konec koncev lahko preživiš skupaj nekje 3 tedne, če potuješ kam dlje. In res postanemo pravi prijatelji. Jaz sem po srednji šoli šel v tujino za 2 leti. Ko sem prišel nazaj, pa me je prijatelj pritegnil k KUDU. In tako sem potem ostal tam nekih 5 let v tej prvi grupi. Sem plesal, ne. Pozneje sem pa seveda se pridružil zopet kot veteran, najprej
posameznih obletnicah, ne, kot so bile, kaj sem 30, 35 in tako dalje, dokler nismo ustanovili belih krizantem. Od takrat dalje pa sem pa potem redno plesal na vaje. Jaz sem začel pred 46 leti in ko se srečamo in ko se tudi dobimo, največkrat se dobimo na plesih, ponovoletnih plesih, Kuda, je to zelo lepo srečanje z temi prijatelji. Prišla sem študirati v Maribor in imela sem takrat enega fanta, ki je bil že pri velenjski folklori preko ledine. In ko smo hodili na veselice, jaz nikoli nisem hotela plesati valčke pa polke pa to, ker nisem znala. In potem se to tako obrnilo, da smo rekli, pač gremo probati v folklorni skupini, pa te to čisto zanese, družba, prijatelji, kvalitetno preživeti prosti čas in smo ostali. Zdaj pa je že dejansko 10 let tega. Tu sem res našla prijatelje, ko vem, ko so že zdaj neki bivši folkloristi, ki smo še zmeraj v stikih in ki vem, da bodo ti stiki ostali do konca življenja, no to pa res. Tu res najdeš prijatelje do konca življenja, no. Ker vaje so le 2krat na teden po 2 uri, vsi nastopi, turneji, ker veliko časa preživiš z temi ljudmi, no. Akademski pevski zbor je skozi svoje leto delovanja, to je že od leta 1964 dalje, parkrat spremenil svoje ime. Na začetku prvih 10 let je deloval kot moški sestav, torej imel moški zbor Kuda študent, potem se je okrog leta 1975 preimenoval v Akademski pevski zbor Boris Krajger, potem pa spet leta 1991 v Akademski pevski zbor Maribor in to ime nosi še danes. Lansko sezono sem jaz štartala s svojim sodelovanjem z Akademskim pevskim zborom in sicer imeli so razpis za dirigenta, jaz sem takrat ravno bila na porodniškem dopustu, predtem sem sodelovala s Karmeno Slovenika in potem sem razmišljala, kaj zdaj napraviti, zakaj. V bistvu prijateljica mi je priporočala, prijavi se, vedela sem, da dobro delajo, da z njimi se da marsikaj narediti, da bom lahko tudi sama ustvarjalna. Z njimi se da krasno delati, sama sem skladateljica, veliko lahko tudi pišem za njih. V bistvu so že izvajali moje skladbe in videla sem, da oni imajo radi tudi to sodobnejšo glasbo, sodobnejši stil in začutili smo se kar hitro. Za Maribor mesto takšno, kot pravzaprav upam, da ogromno pomen ima Kud študent, vsaj kar se tiče naše univerze. Kar se pa samih ljudi tiče, oziroma prebivalce mesta, poznam vsaj mnogo takšnih, ki so prijatelji ali pa ki nimajo sicer z društvom veze, ali pa niso v stiku, ki so preko nas dobili informacije in vejo, kaj Kud študent pomeni, oziroma kaj Kud študent sploh je in kaj v Kudu študentov se dela. Ne bom pa rekel, da vsi vejo za Kud študent, moram vam povedati, ker to se po naših tudi koncertih vidi, kdo prihaja na te koncerte. V glavnem so to vsi ljudje, ki so nekako z nami povezani, več ali manj, ali pa gostje, ki so iz drugih krajev in seveda ti tudi vejo o Kud študentu. In jasno je, da Kud študent je tudi v Sloveniji prepoznavni, ampak to predvsem zaradi kvalitete.
Pri vrhu je pravzaprav pripomoglo k temu, da obstajamo že 50 let, prav to, da imamo takšne člane, kot jih imamo. Da so to mladi študentje, dijaki, že vse skozi vseh 50 let tisti, ki društvo vodijo, da so mladi zanesenjaki, ki želijo v Mariboru prinesti neko vrhunsko kulturo, ples, ljudsko dediščino in se obenem tudi zabavati. To je tisto, kar pač nas vodi in nas je vodilo nekoč in nas še danes. To, da je zbor tako dolgo preživel, je potem predvsem zasluga mladih, ki vedno nova prihajajo v Maribor študirati, iz celotne Slovenije, pa tudi seveda lokalci. Njihova želja po vrhunskem ustvarjanju v zboru, pa tako tudi v folklori, kot naša sestrska sekcija v KUD Študent. In ravno ti mladi, navdušeni kulturniki, ti ohranjajo zbor oziroma društvo pri življenju. Da pa potem dosegamo dobre rezultate, pa da se držimo v vrhu zborovskega petja v Sloveniji, pa seveda to potem pripomorejo dobri dirigenti in pa seveda tudi disciplina in zagnanost ter želja do dela na vajah. Dejansko so tukaj redne vaje, ki so 2-krat tedensko. V bistvu skozi vso študijsko leto, tudi takrat, ko drugače študentje imajo tisti čas počitnic v februarju, ko se pripravljajo na izpite, tudi takrat izvajamo te vaje. So pa še intenzivne vaje, ko gremo v bistvu za cel vikend na vaje. Je treba garati, ampak se splača, kajti potem ne samo tekmovanja, ampak tudi gostovanja v tujini in v drugih krajih po Evropi in v Sloveniji so tista, ki pritegnejo in lepo je, ko zbor dobro zapoje in v bistvu sliši kritiko poslušalcev in ko začutiš občinstvo, ki je zadovoljno. Jaz sem prvi za zbor APZ Maribor slišal na gimnaziji, ko sem še tam prepeval v zboru. In takrat sem začel pravzaprav z petjem v mešanih sestavih. In potem je pač bila ta želja, da tudi v času študija, da bi še tudi prepeval dalje. In sem se prišel na audicije, naredil audicije in zdaj sem že tukaj pri zboru 7 let. Ozirom na toliko generacij, s katerimi sem sodeloval, je pač pošteno povedati, da se je v vsaki generaciji nekaj dobrega in nekaj simpatičnega dogajalo. Tu so bile seveda tudi trdo delo, tu so bile tudi uspehi in je bilo tudi mnogo humornega. Zagotovo je to bila Avstralija, Kanada, na koncu so to bile zgodbe, ko smo prvič pravzaprav prišli tako daleč, kjer smo pač spoznali čisto druge kulture, druge navade. Najbolj bistveno, kar pa je pri tem delovanju, je recimo skozi turneje ali pa skozi kakšnekoli festivale spoznavati druge mladi ljudi iz celega sveta, ne oziraje na kakršnekoli versko, politično, še kakšno prepričanje, ker pravzaprav ugotavljajo, da smo si vsi enaki. Vsi imamo radi mladost, vsi medsebojno komuniciramo brez kakšnih ovir in še danes je tako. Če gledam, so danes dosti kvalitetnejši, danes dosti delamo na podarku plesa, to se pravi plesnosti. Nekoč je bilo tako, koliko je bilo plesalcev, toliko smo jih morali pač naučiti. Vsaka zgodba na odru, ker vse pa delamo na odru, nikjer druge, vsaka zgodba na odru je prepoznavna s tem, ko vidiš plesalce, ki nekaj znajo. Zdaj, imajo neke plesne gibe, ki lahko naredijo kvaliteto. Ne samo, da se naučiš en ljudski ples, to ni tako problematično naučiti eno postavitev, je pa težje delati plesalca. In danes je razlika, da ti mladi jih lažje nekako učimo, tudi vaje, več je truda, več je vsega. Mi smo bili res
sicer bojo veseli, pa tak, mi smo bili pa tako vrhunsko kvalitetni, kot so ti plesalci. Kulturno-umetniško društvo Študent pa ni samo preteklost, ampak tudi sedanjost. Navsezadnje so si člani Akademskega pevskega zbora Maribor po 17 sušnih letih znova pripeli najvišje slovensko priznanje, zlato plaketo zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za ta zbor to priznanje pomeni zelo veliko, ker to je le državno tekmovanje vseh slovenskih zborov in to državno tekmovanje tudi, kako naj rečem, na visokem nivoju, se pravi na evropskem nivoju, ker to so le bili letos sami odlični zbori. Na prvih 3 mestih smo bili sami akademski pevski zbori, prvi so bili Ljubljančani, drugi potem mi, tretji Primorci, tako da po dolgih 17 letih smo ponovno dobili zlato plaketo in končali to dolgo sušo za naš zbor. Zdaj pa upamo, da bomo ta nivo uspeli obdržati, da se bo ti dobri uspehi nadaljevali še naprej. Torej, vsako priznanje, ki ga nekdo dobi, je dejansko nagrada za nazaj in motivacija za naprej. Zelo veseli smo bili seveda pevci še bolj, ker že toliko let niso prejeli zlata. Ponosni smo bili še posebej zato, ker ni bilo samo zlato, ampak tudi absolutno drugo mesto in pa posebna nagrada za skladbo. In sicer za skladbo, ki pač je moja skladba in je bila napisana za zbor, ki je šel na evropsko tekmovanje za Grand Prix Evrope. In ko sem jaz takrat pisala tisto skladbo, sem res dala vse od sebe. Dejansko nisem razmišljala nič o tem, kako se bojo ljudje to naučili. Res sem si dala umetniškega duška in res sem bila ponosna, da je zbor to tako dobro odpel. Je pa motivacija za naprej, veselje, še bolj se dela, še z večjim elanom. To je družba, ki predvsem je tu poleg ohranjanja ljudske dediščine tudi zato, ker je to dobro prijateljstvo, ker je to zdravo prijateljstvo, ker je tudi dolgo trajajo takšna prijateljstva. In v napetih študentskih časih ali pa ko je bilo treba fej študirati, mnogim to bila tudi edina družba in še danes je tako. Eno morate vedeti, mi pravimo enkrat Kudovec, vedno Kudovec.